Sestre in bratje, od Boga ljubljeni, težko je reči kaj o blagru za mir, ker sploh iz osebne izkušnje, ker vsi, ki živimo na tem svetu, imamo izkušnjo, kako težko je vzpostavljati mir in kako je ta mir težko širiti okrog. Še posebej vzpostaviti ta notranji mir, ampak če se obrnemo še na koga drugega in ne ustvarjamo notranjega miru samo z lastno močjo, pa vidimo, da je to možno. Sam, kadar me kakšna stvar razkuri in imam zdaj v zadnjem letu eno tako močno izkušnjo osebe, ki me kar naprej draži, in kadarkoli mi uspe se obrniti na Boga in vzklikati v svojem srcu: hvala ti, Gospod, ali pa Jezus, vate zaupam, takrat se mi v trenutku pojavi notranji mir. Če pa tega ne naredim, počasih 3 dni tuhtam in se sekiram in obdelujem sam sebi in si dopovedujem, kako je to možno. Skratka, šele takrat, ko se v svojem srcu in v svojo glavo obrnem na Boga, ko naredim to temeljno odločitev, takrat se v mojem srcu pojavi mir in ga lahko nosim tudi drugim, in tistega, ki mi gre na živce, če rečem po domače, lahko potem z vsem srcem tudi blagoslavljam. In Kristus res prinaša tak notranji mir. Tudi na oltarju za menoj je čudovita upodobitev svetega Dizme. To naj bi bil razbojnik, ki je bil križan skupaj z Jezusom na križu in je na križu se obrnil na Jezusa. In Jezus mu je obljubil in notranji mir in tudi nebesa. In mu je rekel: poglej, še danes bo z menoj v raj. In kaj lepšega, kot se lahko temu razbojniku na križu zgodilo, se težko zgodi komorkoli. In kadarkoli se sam ali pa drugim pomagam, da se tako obrnejo na Jezusa, nam Bog vsem podari notranji mir. Zato še kako drži Jezusov blagor, blagor tistim, ki delajo za mir, zakaj ti bodo Božji otroci. Amen.